Hvala Teozofski knjižnici in bralnici Alme Karlin za to, da jaz danes v resnici že drugič predavam o prostozidarstvu preko Teozofske knjižnice in da sploh ob tem jubileju modernega prostozidarstva tudi jaz dam nekaj svojih misli, ne samo moj kolega magister Marko Bitenc, ki je veliki mojster velike lože Slovenije, ampak da se sliši še druga stran, da še mi damo svoj glas. Res je, torej lepo pozdravljeni vsi skupaj v mojem imenu. V prostozidarstvu je tako, da tisti, ki smo na položaju velikega mojstra, imamo tudi to nalogo, da se, ko prije čas, obelodanimo in smo tisti javni glas v javnosti, smo odgovorni za delo prosto zidarjev, se pravi telesa, ki ga vodimo tudi napram javnosti. Tako da sem razmišljal, kako sploh o ezoteričnem prostozidarstvu, da vam nekaj povem svoje misli, ampak potlej sem le sestavil en tak mehen programček, en kurikulum za predavanje, poskušal bom biti kratek, pa dati več prostora, potlej mogoče vprašanjem in provokativnim in tistim globokim, resnim vprašanjem. Tako da potlej v drugem delu, prosim, kar na dan z vprašanji, lahko tudi, če imate provokativna, seveda, kajti ta tema zna biti tudi provokativna, sam če odpreš internet. Torej, 300 let od leta 1717, takrat se je pričelo tako imeno moderno prostozidarstvo, ko so se v Angliji nekaj lož se je združilo v takrat veliko ložo Anglije, danes se imenuje Združena velika loža Anglije in sebe označujejo kot regularno prosto zidarstvo. Regularno v tem smislu, da sledijo določenim pravilom, ki so jih takrat zapisali, pa jih je zapisal tudi brat Anderson, to je bil, lahko rečemo, nek voditelj, nek teoretik, zgodovinar, brat, ki je zapisal ta pravila, postavil neke mejnike takratnemu prostozidarstvu v Angliji in v roku 300 let se je prostozidarstvo razširilo po celem svetu. Trenutna številka se giblje od 2 do 3 milijonov, nekateri pravijo 5 milijonov po celem svetu. Jaz sem bolj se usmerja na to 2 do 3 milijona prostozidarjev po svetu. Jaz osebno ne pripadam tako imenovani angleško-ameriški prostozidarski smeri ali tako imenovanim regularnim ložam, ampak pripadam nekaj, kar se zelo redko omenja, je treba brskati, celinskemu prostozidarstvu ali evropejskemu prostozidarstvu. Mi smo evropski prostozidarji v nasprotju z angleškimi prostozidarji. Tako imeno evropsko prostozidarstvo ali celinsko prostozidarstvo pa ima svoj izvor v nastanku velikega orienta Francije leta 1773, se pravi nekaj desetletij po ustanovitvi velike lože v Angliji, je bila ustanovljena ta prva, lahko rečemo, organizacija, ki združuje mnoge lože,
na evropskih tleh v Parizu imenovana Veliki orient Francije. Ta še danes obstaja na ulici, imenuje se zelo znana prostozidarska ulica Rue du Cadet 16. Če gre sedaj v Pariz, greste na to ulico, to je ogromna poslovna stavba in z veliko piše Veliki orient Francije, to ni nič skritega, nič skrivnostnega. Lahko greste noci, pogledate muzej v ulici, par trgovin z vsemi pripomočki za prostozidarje. Se veste, kaj rabijo zidarji, ne? Od kele do kladiva, do lestev, do lojter, vse to lahko tam kupite. Tako da to, kar je nekoč bilo, da je bilo prostozidarstvo nekaj tajnega, nekaj skrivnostnega, v Evropi počasi izginja. Prostozidarji postajamo zelo, rekel, javne organizacije. Po Parizu hodijo oblečeni v svoje medalje, ko so kakšni prazniki, to ni nič skritega. Res so pa določene stvari, so pa diskretne. O tem bom tudi kaj povedal. Se pravi, pripadam tej smeri, evropski smeri prostozidarstva, bom tudi povedal, čem se razlikuje. In moja pot se je začela leta 1975. Takrat sem v Zagrebu srečal gospo, ki je bila stara 95 let, gospa Milica Gradišnik, lahko jo najdete po knjigah, ki je bila član še pred drugo svetovno vojno, se pravi v Kraljevini Jugoslavije je bila član lože, mešane lože Humanitas, ki je pripadala francoski taki veliki organizaciji, imenuje se Le Droit Humain, to je pravice človeka. V Zagrebu smo takrat, to je bilo od leta 1939 naprej, smo 35, če se ne motim, smo imeli dve take lože, loža Pitagoras in pa loža Humanitas, kjer so za razliko od ostalih lož lahko bili skupaj in moški in ženske. Se pravi, v drugih te anglo-ameriških ložah pa takrat, pa danes, pa morda še v bodoče, so to samo moške lože. In mi, ki smo v mešanih ložah, to je res paradoks, a veste, se moramo dokazovati, da obstajamo in da imamo pravico biti prostozidarji. Veste, obrnen svet. V naši družbi se neka druga skupnost mora dokazovati, da lahko živijo istospolni skupaj. Prostozidarstvo je pa obratno. Se pravi, tam se pa mi raznoliki oziroma mešani dokazujemo, da smo lahko skupaj. Ne? Tako da, ampak v Evropi nas je ogromno. Tako da, recimo Veliki orient Francije, v Franciji šteje 50 000 članov, Belgija 30 000 članov, to so ogromne cifre. Tako da, Avstrija, ni posod smo. Tako da, se pravi 1975, povedal bi, kako je to interesantno. Takrat sem to gospod srečal in imel z njo mnoge pogovore, sem hodil k njej v Zagreb, stvari so me zanimale. Res je, da me je zanimala tudi teozofija, ona je bila članica teozofskega društva, stara takrat 95 let. Počasi je zapuščala ta svet in ker je to pravica prostozidarja, da pove zase, da je član prostozidarske organizacije, ne smeš pa v drugih govoriti, je zase povedala in kar mi je lahko povedala, mi je lahko. Kar mi pa ni smela, čeprav sem vrtel na vse možne načine, ampak ni povedala. In potem je leta 1978 je sestra Milica zapustila ta svet. Življenje je šlo svojo pot, jaz sem prebiral knjige, stvari so me zanimale. Leta 1990, ko se je Slovenija osamosvojila, so me poklicali iz Nemčije na stabilni telefon, takrat še ni bilo. Gospod Havliček,
Jaz sem ta pa ta, a vas še zanima prosto zidarstvo? Sem rekel, ja, odkot pa veste? Pravi, sestra Milica nam je pred tolikimi leti povedala za vas, imeli smo vas v arhivu in smo čakali pravi čas. Zdaj je Slovenija osamosvojena, prosto zidarstvo ni več prepovedano, ker je bilo prepovedano vsa ta leta in če vas zanima, ste vabljeni na obisk. In tako se je začelo. Tako da sem leta 1992 zaključil svojo pot prosto zidarstva, to pomeni, da sem postal mojster prosto zidar in leta 1994 sem s prijatelji in prijateljicami, z brati in sestrami v mestecu Heidelberg v okviru velike lože za moške in ženske Nemčija smo ustanovili prvo slovensko mešano ložo sploh v zgodovini. Do takrat je ni bilo, bile sta dve v Zagrebu, Sloveniji, ničesar, kar je bil en tak za nas izjemen dogodek. No in počasi smo preselili delo iz Heidelberga v Slovenijo in če boste spremljali v knjigi Prosto zidarstvo na Slovenskem, boste videli, da je tudi velika loža Slovenije imela podobno pot, da se je začelo na Dunaju, pa pol Graz in potlej so prenesli delo v Slovenijo, tako smo tudi mi prenesli delo v Slovenijo. Počasi delali in 5. maja 2012 so 3 slovenske mešane lože prijele luč od Velikega Orienta Avstrije, se pravi, temu bi rekli, nekdo mora, neka velika loža ali Veliki Orient mora ustanoviti drugo, drugače ne gre. In tako je Veliki Orient Avstrije podelil luč s 3 ložami in je bil ustanovljen Veliki Orient Slovenije. To pa še ni bil konec, kajti ti, ki se enkrat, a veste, kako je bilo Slovenija? Slovenija se je osamosvojila, potem smo pa rabili priznanja pa potrdila od drugih držav. Tako je tudi, ko se ustanovi ena prostozidarska organizacija, se pravi eno tako telo, obedienca temu rečemo v stujkami, potlej mora dobiti potrditev od mnogih drugih takih organizacij po svetu. Se pravi, to so pa srečanja, pogovori in tisto, kar se sklepa, so listine o prijateljstvu. Tako da seveda smo sklenili prijateljstvo z Velikim Orientom Francije, pa smo sklenili z Velikim Orientom Poljske, pa z Velikim Orientom Romunije, predvsem v Evropi, potem smo šli pa še Mehika, pa Španija, pa dol Portugalska, se pravi Rusija, z mnogimi obediencami po Evropi, izven Evrope so se sklepala prijateljstva in ta prijateljstva ti omogočajo, da kasneje postaneš član recimo Združenih narodov, ko smo mi postali član Klipsas, to je taka organizacija, združenje, ki združuje 90 takih obedienc ali organizacij po svetu in še nekatere druge taka združenja v Evropi. In seveda tisto, kar je delo, ki eno je delo doma z ljudmi, druga stvar je pa to internacionalno delo. Jaz sem mislil, da ko si enkrat, ko priješ na položaj velikega mojstra, da potlej imaš pa mir. Ne, nimaš miru, takrat se začnejo potovanja, pa pogovarjanja, pa srečanja, tako da je tega dela kar ogromno. Tako da danes v Sloveniji obstajajo, če te pogledali v to knjigo, Zgodovina prostozidarstva na Slovenskem, od gospoda Matevža Koširja, na zadnji proti koncu omenja 3 obedience. Eno je seveda Velika loža Slovenije, drugo je Velika regularna loža Slovenije in pa Veliki Orient Slovenije. Tukaj vam piše, kako smo nastali, kako se je vse začelo pri nas. Tako da danes Veliki Orient Slovenije
šteje 70, rekel, kar je tudi kolega, veliki mojster Velike lože Slovenije povedal, štejemo približno 70 članov, res pa je, da imamo lože tudi na Hrvaškem, mešane lože na Hrvaškem, mešane lože 3 v Sloveniji. Potem me boste lahko kaj več o tem vprašali, ker bi počasi rad prišel do ezoteričnega prostozidarstva. No, ampak da se dotaknemo te razlike še med angloameriškimi ložami in pa med kontinentalnimi ložami ali obediencami. Se pravi, angloameriške lože, ki sebe imenujejo regularne, medtem ko kontinentalne lože ali prostozidari sebe ne imenujemo neregularne. Nas to ime sploh ne zanima. Mi smo prostozidari. Regularno, neregularno, to ni naš problem. In medtem ko so pri nas smo še Slovenija, Hrvaška, Srbija in vse ostale dežele tranzicijskih, se pravi tranzicijske dežele, je prostozidarstvo še mlado, imamo te, bi rekel, mlade tudi začetne probleme, druge takih problemov nimajo, se srečujejo med sabo, pogovarjajo, imajo tudi kakšne skupne dogodke, tako kot v Avstriji. Pri nas bo pa to nekoč prinesel čas, ne gre drugače. Razlika je sledeča. Medtem ko angloameriške lože zahtevajo verovanje v Boga, kontinentalno prostozidarstvo tega ne zahteva. Zase pravimo, da smo liberalni in nedogmatični prostozidarji. Se pravi, ne diši nam nobena dogma. Zato, če boste pogledali notri, se Veliki orient Slovenije danes nahaja pod okriljem, trenutno je tako, Svobodno-katoliške cerkve, ki tudi ne sprejema nobene dogme. In če boste šli v zgodovino Svobodno-katoliške oziroma Liberal Catholic Church v svetu, boste videli, da so jo ustanovili prostozidarji. To je dejansko bila ustanovitev prostozidarjev, tisti ta glavni očetje, naši očetje škofi so bili prostozidarji, ki so pripadali mešanemu prostozidarstvu. Se pravi, kontinentalni prostozidarji ne zahtevamo vero v Boga, zahtevamo pa humanizem. To je pri nas tisto najbolj pomembna stvar. Jaz osebno celo pravim, če kdo pride k meni, pa se pogovarjamo, mi pa zahtevamo vero v Boga, pa mi pa pove, kako bomo to merili. A veste, karitativno dejanje lahko merimo, ampak vero v Boga pa ne moramo meriti, sorry. Pa sem jaz celo škof neke cerkve, ampak ne moramo meriti od 1 do 10, koliko pa ti verjameš. Verjameš 1 ali 10, to ne gre. Tako da v našem kontinentalnem prostozidarstvu ljudje tudi verjamejo in tudi ne verjamejo in so gnostiki in so agnostiki, so različni. Pričelo se je pa v Franciji z Velikim orientom Slovenije, ki je, sem se malo napisal, ki je sprejel laicitizem v svoje učenje. Se pravi, ločitev religijo države in da v šolah, v osnovni šoli, srednji šoli ni verouka. Ja? Res je, da imamo tudi za časa francoske revolucije ta antiklerikalizem, borba proti cerkvi je bila zelo močna. To se lahko še danes kje pozna pri kakšnih prostozidarjih. Ampak, ko se jaz pojavim recimo v Parizu, vejo, da sem kristjan, vejo, da sem škof in to moraš spoštovati. Če ne se pa skregam. A veste, Voltaire je bil prostozidar v Franciji. Voltaire je rekel, lej,
imaš pravico povedati vse, kar želiš. Ja? Jaz se s tem ne bom strinjal, tudi jaz imam za to pravico, ampak dal bom življenje za to, da boš ti lahko povedal svoje mnenje, da imaš to svobodo. Tako da v kontinentalnem prostozidarstvu najdemo lože, ki so ateistične, najdemo lože ali skupine, ki so teistične, najdemo lože, ki so deistične, najdemo lože, ki so hinduistične, ki so različne. Najdemo pa tudi lože, kjer so in agnostiki, in gnostiki, in ateisti, in kristijani, in hinduji skupaj, ali budisti. Tako da to je ena stvar, po čem se ločimo. Druga stvar je, da na oltarju, v loži obstaja oltar, eni imajo sveto pismo, eni imajo Koran, eni imajo prazno knjigo, se pravi belo knjigo, tako da, ki pa je simbol modrosti, simbol znanja, tako da to je ta svoboda. Druga taka svoboda je, da v angloameriških ložah se vedno moli ali kliče velikega arhitekta sveta, ki je prenešeno v religijo Bog. V kontinentalnem prostozidarstvu to ni zahteva, to je stvar lože, stvar določene obedience. Tako da tukaj je ta svoboda duha, svoboda uma, da se lahko vsak odloča, kako, na kakšen način bo deloval, zakaj bo deloval. Premisa je humanizem, v dobro človeštva. Naslednja stvar, ki je, sem da najdem, sem napisal. Ja, v angloameriških ložah se ne govori o religiji, ne govori se o biznisu in ne govori se o politiki. Se pravi, ne? Kar pa ne pomeni, da se prostozidari med sabo o tem ne smejo pogovarjati. Ne? Ampak nasplošno se znotraj lož o tem ne govori. V kontinentalnem prostozidarstvu se dosti pogovarjamo o socialnih vrednotah, dosti se pogovarjamo o socialnih problemih, o socialnih krizah, pogovarjamo se tudi o politiki, pogovarjamo se tudi o religiji. Ja? Ne bežimo od teh tem. Vprašanje je samo, kako se pogovarjamo. Kako se pogovarjamo. Ne? A veste, pomislite, da imate družino, da ste oče, da imate tam 5 otrok, eden je v tej stranki, drugi v tej stranki. Ne? Če smo pravi starši, jih bomo vzgojili v duhu tolerantnosti, da bodo znali drugega sprejemati takšnega, ki je, še posebej, da bomo starši dali svobodo svojim otrokom, da so to, kar želijo biti, ko odrastejo, ampak da ne ozirajo se, kateri stranki so, ne ozirajo se, kateri religiji so, da so dobri in da se trudijo biti še boljši. Ja? In to je tisto, kar prosto zidari se trudimo biti dobri in postati še boljši svetovljani, državljani in demokrati. To pa je premisa, demokracija. To je premisa. Se pravi, kontinentalno prostozidarstvo se od angloameriškega loči tudi po tem, da obstajajo mešane lože. Mi danes rečemo, včasih se to imenovali komasonerija, danes temu rečemo mešane lože, ampak se pojavlja že nov fenomen, temu rečemo pluralistično prostozidarstvo. To pomeni, da neka organizacija ima znotraj sebe lože, kjer se včlanjujejo samo moški, lože, kjer se včlanjujejo samo ženske in lože, kjer se včlanjujejo moški in ženske. Kar pa ne pomeni, da sestre iz neke lože ne smejo na obisk v moško ložo. Ne smejo zapreti vrat. To je
to je zakon. Lahko tudi sestre pridejo v moško ložo, moški lahko pridejo v ložo sester, če so samo ženske, in pa seveda v mešane pa tako ali tako. Tako da tle ni prepovedi, nobene, da sestre ne smejo na obisk ali pa da moški ne smejo na obisk. Kajti imate danes v svetu tudi že ženske obedience, kjer se pa sprejema samo ženske. V Sloveniji imamo dve take, dva začetka, to je velika loža za ženske Francija in velika loža za ženske Italija, gradijo svoje obedience, to pa traja kar nekaj let, da se zgradi, ampak se poznamo, se družimo in se lahko tudi obiskujemo na svojih pač srečanjih. Prostozidarstvo, kdaj se je pričelo, vprašanje, kdaj se je prostozidarstvo pričelo, kot sem rekel, leta 1717 se je začelo to moderno prostozidarstvo v Angliji, ampak če gremo stare rokopise, bomo videli, da eni datirajo v leto 1300, eni v leto 1400, to je Halliwellov rokopis, kjer se govori zgodovina prostozidarstva, pa Regiusova pesem, tudi zgodovina prostozidarstva. In iz tem nekako razberemo, da prihaja vse še iz časov Egipta, da prihaja od Evklida, pa od Pitagore, nekateri pravijo, da od Eseno, eni pravijo, da od druidov. Tako da, gledajte, kolikor je zgodovinarjev prostozidarstva, toliko je teorij. Neke, bi rekel, dokazane dejstva, da je bilo takrat pa takrat tega ni. Res pa je, vemo pa, da leto 1717 v gostilni pri Goskah, če se ne motim, v Londonu, pa je bilo to srečanje teh treh lož. Še mogoče prej grem v ezoterično prostozidarstvo, da je bilo razvoj prostozidarstva, eni pravijo, da prihaja od križarjev oziroma od templarjev, eni pravijo, da prihajamo iz zidarskih cehov, to je neko dejstvo, da so v Angliji so bili zidarski cehi, po svetu so bili zidarski cehi, ki so imeli svoje skrivnosti, zato da so imeli neko moč pred konkurenco, kako se gradijo katedrale, kako se gradijo hiše, in seveda so te skrivnosti šle naprej na mojstre in te so morali dati za obljube, da bodo te skrivnosti čuvali. Tako da jaz po poklicu fotograf, verjemite, da sem se s tem srečal tudi v fotografiji, ko je moj predhodnik v bolnici, kjer sem začel delati, mi ni hotel izdati recepta za en razvijalec, ki je zelo, zelo kontrastno razvijal filme, kar je bilo takrat pri tej znanstveni fotografiji zelo pomembno, da so se videle celice, pa palčice, pa tako naprej, ko sem razvijal negative na genetiki sem delal, tako da sem se moral sam truditi, da sem prišel do te formule. Takrat ni bilo tako kot danes, digitalno. Takrat smo imeli kemikalije, pa smo zlivali, pa probavali. No in tako so te cehi so imeli te svoje skrivnosti. Te prostozidarje imenujemo operativni prostozidarji. Potem so pa začeli k njim prihajati razni, od aristokracije do malomeščanstva, vstopati noter. Tudi zgodba je, da so se templari skrili na Škotskem med te operativne prostozidarje in je prišlo znanje z njimi. In tako je počasi prihajalo do tako imenovanega špekulativnega prostozidarstva. Se pravi, operativni so nekako izginili ali pa so se te špekulativni ločili in ustanovili svoje cehe ali lože, kjer so praktično se ukvarjali samo z tem danes, tako rečemo, znanjem prostozidarstva, z modrostjo, z simboliko in tako naprej.
Naslednja faza, ki prihaja, je prostozidarstvo nove dobe, kako ga bomo poimenovali, ne vem, ampak jaz ga nekako tistega, kar prihaja, imenujem ezoterično prostozidarstvo, ki pa ga delim na dva dela, na tako zvano mistično in pa okultno. Tako da bi vam rad o tem nekaj spregovoril danes. To je moj namen, da malo več povem o ezoteričnem prostozidarstvu. Torej, v vseh časih po ezoteričnem učenju, še posebej po učenju Helene Petrovne Blavatske, pa Mainly P. Halla in recimo Rudolf Steiner ravno tako, v vseh časih, odkar obstaja človeštvo, so na tem planetu obstajale misterične šole. Misterična šola pomeni šola, kjer človek odkriva odgovore na vprašanja, kdo sem, odkot prihajam in kam grem. Najbolj preprosto, ta večna vprašanja. Ja? In te misterične šole so se delile na dva dela, na male misterične šole in na velike misterične šole. Rečeno je, da v malih misteričnih šolah so človeka učili skozi mite in skozi misterične drame. Se pravi, uporabljali so določene mite, mit o Herakleju, pa pol mit o Ozirisu, pa mit o Bahusu, pa mit o Persefoni, pa iluzijski misterij bil tako, Persefoni, pa recimo potlej misterične drame o Jezusu kasneje, ko so jih z vozovi peljali, pa so ljudje gledali. Vse, se pravi, so uporabljali mite, da so predali kandidatom posvečenim določeno znanje. In to znanje ni bilo samo zato, da bi človek napolnil svojo glavo, ampak da bi se transformiral, da bi se spremenil, da bi postal, lahko rečemo, moralno-etično boljši in da bi tudi postal boljši državljan, boljši svetovljan, da bi bil bolj razgledan in da bi imel določeno modrost, tako preprosto vam govorim. Seveda pa so vedno obstajale zaobljube, da se to znanje ne razkrije množicam, tistim, ki niso posvečeni, preprosto iz razloga, ker tisti, ki v posesti tega znanja ima moč. A veste, danes obstaja geslo, informacija ti da moč. Če imaš informacijo, imaš moč. Ja? Ti se čutiš bolj močnega, če imaš več informacij. Tako da so vedeli, da lahko človek, ki ima več znanja, lahko naredi dobro ali slabo in zato je človek tudi dal zaobljubo, da bo znanje koristil v dobro človeštva. In verjemite, da skrivnosti teh misteričnih šol niso na razpolago danes preko knjig. Recimo Platon je bil posvečenec takšnih šol, je samo omenjal, ampak je tisto, kar je tam spoznal, dal skozi svoje besede, skozi svoje interpretacije. Ni povedal, to sem se naučil tam. Ne? Pravijo, da v 1000 letih, kolikor je obstajal iluzijski misterij, nihče ni izdal skrivnosti iluzijskega misterija. Nihče. Tako da prostozidarstvo, ezoterično prostozidarstvo, tisto, kar prihaja, meni predstavlja misterično šolanje, kjer se človek uči, kjer človek spoznava samega sebe in to na nedogmatičen način in na liberalen oziroma svoboden način. Tisto, kar je zelo težko, je to nedogmatično učenje. Nazadnje, ko sem bil na enem srečanju na Madžarskem, smo se ravno pogovarjali o tem, kako razširiti prostozidarsko delo, kako dobiti več članov. In moja trditev je bila, če bi mi imeli dogmatično učenje o prostozidarstvu, bi imeli dosti več članov. Pa so me čudno pogledali. Preprosto iz razloga, ker najti ljudi z odprtim umom, z umom, ki raziskuje,
ki ni dogmatičen, a veste, to ni lahko, vsi smo pogojeni danes, ne, z znanjem, z unim, z različnimi religijami in to najdeš tudi v tem našem, recimo narekovaju, New Age-u. Ljudje slišijo in kar verjamejo. Ne. Če bi tako in iščejo te krajše poti in pol verjamejo, naivno verjamejo to, kar jim narekovaju vedci povedo. Ne. Če bomo šli brati te tako imenovano trdo ezoteriko, posod na začetku spodbujajo človeka k raziskovanju, preiskovanju, k študiju, ne pa da postaneš papiga. Ne pa da postaneš papiga. Tako da je ta nedogmatičnost, ta odprti ena od glavnih zahtev ezoteričnega šolanja. In to ni lahka stvar. Ni lahka stvar niti za učence, niti za učitelje. Ne? Prostozidarstvo kot takšno uči človeka skozi simboliko. To je šola simbolov. Ja? In to je čudovito. Ampak še vedno se lahko znajde, da tisti, ki predajamo dalje prostozidarstvo na naše kandidate, da se moramo tega zavedati, da ne vsiljujemo nekih svojih pogledov, a veš, to pa pomeni to pa to. Ne? Tako da ta stvar ni lahka. Rekel sem, se pravi to misterično šolanje. V prostozidarstvu najdemo tudi tako male misterične šole in pa velike misterične šole. Male misterične šole ponujajo človeku pot, da postane uspešna osebnost. Ja? Kaj to pomeni, druga zgodba. Ampak da razvije znotraj sebe takšen značaj, takšen karakter, kot sem že omenil, odprti nedogmatičnost, ne? Da je toleranten, da je strpen, da te stvari razvijamo v sebi, da znamo obvladati svoje čustva, svoje emocije, da jih znamo kultivirati, da smo mojster svojega mentala, svojih misli, da to vse nekako obvladujemo, da imamo pravi značaj in to je šolanje, ki traja nekaj let. To je šolanje, ki po najkrajši poti traja 3 leta, lahko pa tudi 9 let. Ko človek zaključi malo misterično šolo, se mu glede na njegov značaj odprejo vrata v veliko misterično šolo. Tukaj bo nekdo šel v smeri, obstajajo potle velika misterična šola, to so v našem sistemu prostozidarstva, ki ga zastopa Veliki Orient Slovenije, to je škotski sistem, je 33 stopenj, to je od 4. do 33. stopne je velika misterična šola. Tukaj moramo še bolj paziti na nedogmatičnost, še bolj paziti na odprti in motivirati naše brate in sestre, da študirajo, da se poglabljajo in da tisto, kar odkrijejo, uporabijo v svojem življenju. Rekel sem, da delim ezoterično prostozidarstvo na 2 dela. Na tako imenovano mistično prostozidarstvo in pa na okultno. Kaj je mistično prostozidarstvo? Lahko uporabim eno samo metaforo. Ne? Dojo. Dojo, kjer učenci meditirajo zazen. A ste to že kdaj videli, v enih filmih boste videli, kako se učenci obnašajo v dojo za zazen. Točno se ve, kako morajo hoditi po dojo. Po dojo se ne hodi sem pa tja, pa mečkan okoli. Po dojo se hodi pravokotno. Strogo pravokotno. Če greste v zazen dojo ali v samostan na Japonsko, to je vsak korak je določen. Temu bi rekli Nemci rit in disciplina. Vsak korak je jasno določen v zenu. Kako sediš, ne tako kot zdajle jaz, ravno, točno določen kot glave, sproščena ramena in gledaš tja nekam praznino. Točno določeno je.
To je ta, bi rekel, misticizem prostozidarstva, tega ezoteričnega. Se pravi, posebna disciplina telesa in seveda disciplina uma, da se umiri in da prideš, ko si pri delu, ko prostozidarji delamo skupaj, da si, kot pravi Eckhart Tolle, tukaj in zdaj. Ne včeraj, ne jutri, tukaj in zdaj. In to je stroga disciplina, ne? Da delaš tukaj in zdaj. A veste, jaz sem lahko tukaj in zdaj doma, to ni problem, pomivam posodo, pometam, sem lahko pri sebi. Ja? Težko je biti v skupini tukaj in zdaj. Težko. Vidiš nekoga, ti že zrcali nekaj, vidiš unga, bi se kar skregal z njim, unga bi objel, z unim bi šel klepetati kar nekaj. Ne, red in disciplina. Timsko delo, če želimo biti res en zelo dober tim, ja, moramo znati biti uglašeni. To je tisto, kar se reče ta mistika zen. Uglasitev ljudi pri skupnem delu. Ne biti v preteklosti, ne biti v bodočnosti, zdaj smo pri svojem delu. Zdaj imamo za narediti to in nič drugega. Tako da je to tisto mistično učenje. Ja? Pozabiti preteklost, pozabiti bodočnost in biti pri delu. Dajte, če bi to znali, verjemite, pri svojem običajnem delu, vedite, da ne bi bili utrujeni. To je ena čudovita skrivnost. Če si tukaj in zdaj, ti nisi utrujen po delu. Veste, če pa naša glava skače sem pa tja, pa delaš načrte za takrat, pa načrte za zdaj, mislim, če smo kaotični v glavi, prije tudi utrujenost. In pa še ena skrivnost. Če delamo za dobrobit nekoga drugega, pride energija. To poznate. Mati, ki hoče, rešiti otroka, ko pada tovornjak, bo dobila moč, da vzdigne tovornjak celo. Pride energija, ko rešuješ nekoga drugega, ko pomagaš nekomu drugemu, pride energija. Tako da to je ta zen. Tudi seveda, če se učimo biti tiho in govoriti takrat, ko je potrebno. To je eno od učenj za to mistiko prostozidarstva. Drugo je pa to okultno. Okultno prostozidarstvo, bi rekli, je pa magija. Magija česa? Magija, da tisto, kar je zgoraj, znamo uresničiti tukaj spodaj. Kaj pa je zgoraj? Zgoraj je tole, lejte, to je magija, a veste. Jaz sem si to zamislil, ja, pa sem pa moral najti brate, sestre, da bojo pomagali in povedati, kaj bi rad. In pa smo skupaj naredili tak papir. To je magija. Tisto, kar je bilo zgoraj v moji glavi, se je moralo manifestirati spodaj. Največja magija, je rekel en moj prijatelj, je to, da smo mi tukaj. To je največja magija. Da sem jaz tle. To je največje magično delo, ki sta ga naredila dva maga. Oče in mama. Jaz sem tle. In cel proces, pravi Helena Petrona Blavatsky, ki je bila tudi sestra, se pravi prostozidarka, cel proces od spočetja pa do manifestacije, se pravi do mojega rojstva, ko sem privekal ven, je magični proces, kako je nastal ta univerzum. Ni razlike med tem, kako je nastal univerzum in kako je nastal otrok. Nobene razlike. Tako da Blavatska vedno pravi, študirajte proces rojstva in boste ogromno stvari odkrili. Ogromno. Tako da magično delo, se pravi to okultno delo je, kako znamo okoli neke ideje, ki jo nekdo od nas dobi, ali pride od zgoraj, ali najdeš v knjigi neko idejo, kako okoli te ideje zgraditi nek konkretni načrt, kako narediti
kreacijo miselno in pol to kreacijo, se pravi, kreiramo nekaj, naredimo nek kroj, tako kot krojač, naredimo kroj in pol po tem kroju, po tem načrtu to zunaj manifestiramo. Ja. In to je to okultno delo. Pri tem pa seveda, eno je, da delamo z svojimi silami, s tem, kar ima vsak od nas v sebi, kar ima skupina v sebi. Drugo pa je, če je to takšna ezoterična, okultna skupina in takšne imamo pri nas v Velikem Orientu Slovenije, da sodelujemo z biti luči, z angeli. Veste, zdaj sem recimo nek škof, veste, škofi delamo z angeli pa z unimi energijami, pa sem šel čez ta New Age, pa angelčki gor, angelčki dol, pa ne samo angeli, pa so kle še bitja narave in tako naprej. In seveda pri nekem okultnem delu, pri neki magiji, če lahko rečem, potlej se učimo uporabljati tudi te druge energije. Pa bi Bojan rekel, kakšne energije? Ja, Madonca, že to vodo, da zmešam avto. A veste, voda je energija, da začneš jo uporabljati. To je nekaj, kar nisem samo jaz. Je nek element zunaj mene. To je to delo. Kdaj ga uporabljamo? Kdaj to uporabljamo? Glejte, vsak kandidat gre skozi 3 stopnje. Stopnja vajenca, pomočnika in mojstra. Stopnja vajenca, ko me ljudje vprašajo, kaj je to stopnja vajenca? Vidite, moj star ata je bil obrtnik, elektora. Podjetje je imel, jaz vam povem, kaj so vajenci delali. Vajence je pometal, vozil mene pa mojega brata na Savo, šel je v trgovino, po malce za vse, vajenc se ni smel dotikati elektrike tam, pa šraufi del. On je bil tam, pa je prinesel, pa odnesel, pa pospravil. Ja? To je vajenec. Pol je bil učenec ali pomočnik. Kaj je delal pomočnik? Pomočnik je bil že zraven, pa že prvijo, pa odvijo, ampak mojstri so bili pa tisti, ki so delali. Rekel, ti pa to naredi, ti pa to naredi. Ampak mojster je imel širši pogled. On je vedel točno vse stvari, pomočnik pa določen del. Pa si postal pa mojster. Pa si bil pa mojster določeno obdobje, dokler rekel, da bi bil pa je samostojen. Ja, pa si se pa za svojim mojstrom, z lastnikom, z mojim starim očetom so se menili, kako bo to, kaj bo zdaj, kje bo on, da ne bo stranke si kradel. A veste, to je cela znanost bila. Tako da tudi tukaj vajenci se učijo tistih osnov dela na sebi, osnov dela na sebi. Pomočnik se uči malo več delati na sebi. Mojster se uči ogromno delati na sebi. Vajenec se uči delati na svojem eteričnem telesu. Zdaj bom pa ezoteričen govoril. Ja? Mojster se uči delati, pomočnik se uči delati na svojem astralu in mojster na svojem mentalu. Ja? In ko smo to svojo osebnost integrirali, potem so više stopne, kjer se počimo delati kot duša. Ni lahko, je zelo naporno. Evo, da imajo še ključe, pa prihajajo na obisk. Torej, kaj naj še povem? Prosto zidarstvo se pravi, ima svoje skrivnosti. To so skrivnosti, ki se jih ne da povedati, konc pika basta. Zakaj se jih ne da? Ker se ne more povedati. Gre za izkustvo. A veste, jaz imam neko izkustvo, ja? Kako naj vam jaz povem, kakšen okus ima moja gobova juha? Ne morem. Rekel, slana je, ja, koliko slana, pa je malo kisla, ne morem. Izvoli, probaj, podelim izkustvo lahko s tabo, omogočam ti lahko podobno izkustvo. Ne morem ti pa razložiti to izkustvo. In to je ta skrivnost, ki se ne da povedati. Vse skrivnosti, ki so nekoč bile prostozidarske, imate danes na internetu. Gledajte na internet, boste videli, kako se človeka iniciira, boste videli, kako zgleda loža, vse, sam googlate. Tako da te skrivnosti ni več.
Je pa skrivnost, seveda, kdo so moje bratje in sestre. To pa ne bom povedal. A veste, jaz sem enkrat povedal, kdo je v našem društvu Pampogan v Ljubljani. Ja, pa mi je nekaj, ti kaj si pa to povedal, veš, da te lahko tožim. Kako? Tako seveda. Moral bi me vprašati, če lahko povem. Tudi če si ribič, ne smeš povedati, da je ta ribič. Mislim, nam se zdi to, ampak ne smeš. Ne? To je varovanje osebnih podatkov, konc pika basta. Hvala Bogu, da so mi povedali. Nekoč mena prijateljica, zelo dobra, prosta Tili, a mi lahko daš naslove, ker mi smo imeli naslove ljudi, ki so prihajali na meditacije, da jim jaz pošljem informacijo o enem dogodku. Seveda sem rekel, daj. A veste, pa sem je pa klical, kaj si pa ti dal? Moj naslov tej ženski. Rekel, prostite, to je bilo čisto takrat, takoj v osamosvojitvi, kaj pa smo vedeli, take stvari. Tako da, jaz lahko zase povem, ne bom pa nikoli in nikdar nikjer povedal, kdo še je zraven. Seveda lahko povem, da je magister Bitenc tudi prosto zida, ker je sam povedal. Poznam tudi drugo stran, pa žal še niso povedali, zato ne smem. Lahko pa povem, kdo pa je bil prosto zidar, ezoterični prosto zidar. Bila je Helena Petrovna Blavatsky in polkovnik Olkot, ki sta ustanovila Teozofsko društvo. Bila je Ani Bezant, druga predsednica Teozofskega društva in ustanovitelj Svobodno-katoliške cerkve, Charles Webster Leadbeater in vsi škofi takratni so bili. Potlej so bili vsi predsedniki Teozofskega društva do Rade Bournier. Rada Bournier je bila veliki mojster mešanega prostozidarstva Indije. Za trenutnega predsednika pa ne vem, če je. To je njegova stvar. Ne? Če bi se razodel, bi povedal. Rada Bournier, če greste na Google, boste našli lepo sliko Rade Bournier v prostozidarski opremi, še z nekaterimi člani, brati in sestrami prostozidarji. Alice Bailey, ja, če berete Modre knjige, Alice Bailey in njen mož Foster Bailey sta bila prostozidarja, Alice Bailey 32. stopna, Foster Bailey 33. stopna, škotski sistem, tako tudi Ani Bezant pa Leadbeater 33. stopna. Manly P. Hall, eden najbolj znanih piscev tudi te ezoterike, je bil 33. stopna prostozidar. Alistair Crowley, Alistair Crowley, ta mag, ki se ga vsi bojijo, ali so se ga bali, je bil prostozidar. Rudolf Steiner, antropozof, ja, se še danes prepira, ampak je ustanovil znotraj antropozofije svojo prostozidarsko organizacijo. Ustanovitelji Zlate zore, se pravi te magične organizacije v Angliji, koncem 19. stoletja so bili vsi prostozidari. In celo se je Zlata zora ali Golden Dawn, kot se temu reče, so se srečevali v Queen's Mary, kaj že je street, ulica Kraljice Marije, kjer je velika loža Anglije, v prostorih velike lože Anglije so se srečevali in tam delali. Tako da to so bili vsi prostozidari. Lahko vam povem, tudi v Londonu sem bil, je tudi lahko greste v veliko ložo, to je ogromna katedrala skoraj. Jaz sem bil prav zaprepaščen, to je bila moja prva velika loža, fizično obliko sem videl, to je katedrala na ulici Kraljice Marije, če se ne motim, se imenuje. Na tej ulici so tako kot Parizu, tako da bi bila dvojčka, tudi tako trgovine, ena zraven druga, kjer kupujete vse pritekline za prostozidarstvo. Greste lahko v knjižnico, ki je ogromna knjižnica v veliki loži. Imajo tudi obhod, da vas peljejo, vam razkažejo, kdaj hrame, imate ogromno templov in pa muzej, čudovit muzej, tako da to so stvari, ki se je vredno gleda, če ga se zdaj v London. Kaj sem vam povedal to? No in tam so se srečevala ta Golden Dawn, to je bila prva takšna v veliki loži Anglije, mešana skupina, ki pa ni bila prostozidarska,
ampak prostozidarji so ustanovili. Jaz nimam nič več tukaj naprej, tako da upam, da sem vam kakšne stvari odgovoril, kaj zanimivega povedal. Zdaj pa, če imate kakršnokoli vprašanje, sem se rekel provokativno ali pa čisto normalno. Se tiho bilo? Sprav, Veliki Orient Slovenije sprejema tako moške kot ženske. V to prvo skupino, ki se imenuje Mala misterična šola, temu rečemo modre lože. Modre lože. V te se ljudje lahko se sami prijavijo. Pravilo je, mene pa to zanima in pa se začne proces sprejema. En tak proces sprejema traja včasih tudi pol leta ali pa leto dni. To ne gre tako hitro. Ampak si že v procesu. Že sam proces je delo na sebi. V više stopne, se pravi, ali veliko misterično šolo, tja si pa samo povabljen. Prav, v modro ložo se lahko sam povabiš, prosiš in seveda pole stvar, ali te sprejmejo, ali te ne sprejmejo. Tukaj se vedno prosi tudi, kako se že temu reče, potrdilo o nekaznovanju, prošnja se da, življenjepis se napiše, so pogovori s tabo, ni tako, smo zelo strogi, moramo biti. Nismo pa tako strogi, normalno se pogovarjamo ob kavici in klepetamo. Druga stvar je vprašanje, ki se vedno pojavi, a grem lahko ven? Kadarkoli, nehaš prihajati, konec. Kadarkoli. Lepo je, da poveš, da te ne bo več, ker če si v kakšnem skupnem delu in imaš neko ti odgovornost, da boš tam, kaj zvem, malo to mešal, če rečem tako, in tebe ni, se Malta ne bo zmešala, treba nekoga najdeti. Ampak kadarkoli človek lahko s tem preneha. To ni nobeno vprašanje. Kako je z zaobljubami? So zaobljube, so splošne zaobljube, kjer se dejansko postavi vedno na prvo mesto to, da bomo spoštovali zakone države, obvezni. In prostozidarja se tudi nagovarja, da mora skrbeti prvo za svojo družino, potlej pa za vse ostale stvari. Ker če boš pozabil na družino, pa se zgubil prostozidarstvo, nisi po moje, zame, nič vreden. Vprašanje, prosim. Ja, izvolite. Jaz bi sicer vprašal, v bistvu nekaj vprašanj o splošnem lahko razložite. Bom si zapisal. V delu, bom rekel, laične javnosti, ima ta izraz, recimo laična javnost, recimo, da sem jaz predstavnik laične javnosti, razumemo ta pojem prostozidarstvo tudi lahko v nekem negativnem kontekstu. Se strinjam, In prvo vprašanje bi bilo, če se pa strinjate s tem, da je lahko tudi v nekem negativnem kontekstu. In druga stvar, ki se veže na ta pojem, bom rekel pri nas predstavnikih laične javnosti, je pa to, da ne bi prostozidarji vplivali tudi na tako imenovanje svetovne najde, da v bistvu vi, ali pa oni, ali pa ti prostozidarji, ali podobni izrazi, Freemasonsi, odločajo pač o celotni, dobesedno, o urejanju celotnega sveta. To so v smislu Skull and Bonesov, harvardskih podobniki. No, to bilo recimo drugo, tretje vprašanje, a so Skull and Bones tudi prostozidarji, vaši prostozidarji, Bushovi Skull and Bones, bom rekel, in podobni, bili iz Yale so, oziroma pardon, te so z Yale, skladajo, da so malo drugi, No, tako da, če več, ko sam ta, to... Bom, hvala. Za nas... Ja, seveda, to je čisto prav. To vprašanje je popolnoma na mestu. Glejte, ravno tako bi me lahko vprašali, če cerkev dirigira ta svet. Ravno tako bi lahko vprašali, če trenutno Evropo vodi Evropska skupnost.
če je tle tudi kakšna zarota. Zaroto dejansko lahko najdemo tudi med prostozidarji. Sorry, 2 milijona prostozidarjev, se to niso sami popolni ljudje. Seveda jo lahko najdemo. Ne? Seveda lahko najdemo. Trenutno je v Italiji največji problem med prostozidarji je seveda mafija. Trenutno, zdaj v tem času imajo prostozidarske organizacije problem, ker Komisija za borbo proti mafiji zahteva arhive, zahteva, ker so dobili neke namige, bi radi pogledali v arhive članstva, kdo so vse člani v določenih ložah. Ne? In to je problem, ker zdaj po pravilih ne bi smeli dati, ampak sorry, ne? Če mene vprašate, izvolite, pridite, poglejte. Ne? Poglejte si arhive. Ne? Če je tle kakšen kriminalc med nami, odpeljte ga. Isto bi funkcioniral v cerkvi. Isto. Ne? A veste, ne morem ravnati tako kot velika cerkev, da obstajajo zakoni za moje, recimo, klerike, cerkveniki, ki nekako prekašajo zakone, državne zakone. Ne. Če je nekdo kriminalc, lahko ste postali član prostozidarske organizacije, stari tam 25 let, čez 10 let, pa ste bili zelo dobri, ste se pa pokvarili, ne vem zakaj. Pa ste mogoče celo morilec ali pa terorist ali karkoli, takšnega človeka je treba najti, treba ga izključiti. To je ena stvar, moj pogled na te stvari. Se pravi, tukaj ne sme biti zakona nad zakoni, ne sme biti nekih pravil, ki presegajo pravila. Ne? Res je, da lahko v toliko lož po svetu, res je, da so lože, kjer so lahko združeni, pač se najdejo bratje med sabo, ki so bolj biznismeni ali pa ne, in gledajo, kako bojo prišli do še boljšega dobička. Lahko da so tudi kakšni Rothschildi pa Rockefellerji skupaj, pa uporabljajo podobni sistem, ne vem, lahko da uporabljajo, ampak jaz se strinjam, da je to čisto možno. Ne bom tisto, da je fundamentalno rekel, ne, to je nemožno, prostozidarji smo dobri ljudje. Ne. Prostozidar lahko pride slab človek, postane boljši, lahko pa pride dober človek, ki postane slabši. Lahko pride. In je treba to preprečiti. In to je pa tisto, kar se v ložah, na čemer delamo. Če se mene vpraša, delamo na tem, da človek postane boljši, moralno, etični boljši. Ne? To, da ljudje se danes imate organizacije prostozidarske, kjer se prepirajo, kdo bo zdaj veliki mojster. Jaz bom, ker mislijo, da če si veliki mojster, imaš moč. Ne? Tudi to je, bi rekel, ni idealno prostozidarstvo. Prostozidarstvo je zgrajeno iz ljudi. Če bi bilo zgrajeno iz angelov, bi bilo drugače. In to je edini problem. Ljudje smo problem. Zato pa v takih organizacijah moramo biti še bolj pri sebi in gledati na to, kaj se dogaja. To, a sem odgovoril? Se strinjamo, tle. Ja. Aha, mislim, da ne, ampak so pa ribnik, kjer se ribari lahko, razumete, ne? Če ste mene vprašali, so takšni ribniki različne skupnosti, kjer se ljudje srečujejo, ne? Če bi jaz rad imel znotraj mojega prostozidarstva, recimo znanstvenike, bi šel v Akademijo znanosti, bi šel na kakšno njihovo srečanje, bi šel k rotarijancem, bi šel lajoncem, ne? Prostozidarstvo je značilnost prostozidarstva. Glavna je, da v loži naj bo tako nek generalni direktor kot njegova služkinja. In sta brat in sestra. In ni eden več ali pa eden manj. Kolonialno prostozidarstvo ima 3 besede. Svoboda, enakost, bratstvo. To poznamo iz francoske revolucije. Se pravi, v loži pa sem jaz lahko vratar,
Pa prije generalni direktor, moj generalni direktor, on je meni brat. Mi dva se tikava, ja, se pogovarjava o biznisu, o poslih, se o tem pogovarjava, ne kle. Mi dva se lahko pogovarjava o problemih gospodarstva, pa jaz povem svoje mnenje, ker me mogoče tam sploh ne bi vprašal. Tle imam pa, tle pa lahko povem, kaj si mislim o gospodarstvu. Pa me bo poslušal, če je res brat. Če pa ni brat, naj se pa sluli, nima pa kaj tam dela. Niti vratar, niti direktor. Tako jaz mislim. A še kakšno vprašanje? Ženske so pri nas enako vredne, nič manj pa nič več. Pravilo, nič manj pa nič več. Zelo pomembna stvar. Res je, da v mešanem zidarstvu imate lože, ker je več moških, pa nekaj žensk, pa tudi lože, ker je več žensk, pa nekaj moških. Ampak se vse dobro razumemo, to je pravilo. Smo bratje in sestre. In je pravilo, da brat, ja, da je žena drugega brata, je tabu. Strogo tabu. Tega se ne sme v prostozidarstvu dogajati. Tabu. Ja. Letiš ven takoj. Še kakšno vprašanje? Kot sem vesel, da lahko gremo domov. Pa mož tudi, ne? Mož tudi? Ja, tudi je to. Je. To pa jaz nisem rekel. Jaz lahko govorim za brata, ne moram za sestro. Tako. Hvala lepa, da ste me poslušali. Upam, da je bilo malo informativno. No, upam, da ste dobili malo vsaj informacijo o... Letos ste imeli v Ljubljani čudovito razstavo, je bila, ki so jo pripravili v muzeju, Narodnem muzeju. Narodnem muzeju. Ja. Je bila lepa razstava. Zanimivo, gledajte, v Sloveniji, a veste, v Sloveniji ena zanimivost je, na Hrvaškem boste našli po časopisih proti in za. Sloveniji proti ne boste našli. V medijih, teh glavnih. Ne. Tega ni. Je pa ogromno na internetu, je pa res. Ampak če te šli brskati ker so neka verska skupnosti na forumih najdete, pa o strankah, pa gledajte, to je značilnost vseh nas ljudi. Ne. Zato moj nasvet, če boste daj šli v prostozidarstvo, bodite, ker vedno so tako imani intervjuji. Sprašujte. Tisti, ki vas sprašuje, vi imate pravico njega tudi vprašati. O značaju, o kvaliteti ljudi, o teh stvarih. To se mi zdi zelo pomembno. Hvala lepa.